Ganga nas zelo dobro prebere, v kakšnem stanju smo vsak dan. Včasih imaš skrbi, mogoče si kaj bolan ali pa karkoli in ona to kar hiter opaz, tako da se zna prilagoditi, spremeniti tudi ona obnašanje. Včasih te tudi potolaži, če imaš slab dan. Če si pa dobre volje, pa tudi ona vedno rada pokaže, da bi se igrala in takrat izkoristva oba ta čas za igro. Pripravljali smo se za glavni dogodek, novinarsko konferenco ob dnevu slonov in Ganginim Abrahamom. Vsi smo bili zelo napeti, jaz še posebej, ker sem vedel, da na glavnem dogodku naj bi pripeljal Gango do torte in bi ona pihnila. Že zjutraj so se začele priprave, stroji so brneli, postavljali so šotor. Ganga že na jutranjem rutini, na jutranjem treningu nikakor ni želela sodelovati. Potem sem spoznal, da je to v bistvu zaradi mojega nemira. Ko se je to približevalo, sem se vedno bolj poskušal umiriti. Nekako sem si potem rekel, no saj kar bo pa bo, bomo videli kaj, in to je bil verjetno tisti sprožilec, da je tudi Ganga začutila, da kar bo pa bo. Ko sva prišla ven, nekako sem ujel njen trobec in bilo je kot, da bi bilo vse zrežirano. Res je steklo, je lepo, pihnila je torto, ljudje so bili zadovoljni in obema je odleglo. V bližini Gange mi je bilo zmeraj v redu, prijetno. Načeloma tudi ni nikoli pokazala kakšnega agresivnega vedenja do mene direktno. Ne, strahu pri Gangi nisem nikoli imel. Sploh ne. Vem za te dogodke pri slonih, ampak pri Gangi sem jaz čisto sproščen in nimam nobenih zadržkov. Ja, sem slišal za primere, ko so sloni resno poškodovali oskrbnike, včasih nažalost tudi smrtni primeri. Zdaj pri skrbi slonice Gange jaz res nisem nikoli občutil strahu. Nikoli mi ni nakazala, da bi me kakorkoli hotela poškodovati, kvečjemu obratno sem se počutil pri njej varnega. Ne bojim se dela z njo, nikoli se ga nisem bal in imava ta odnos in to je to. Sem pa srečal že druge slone, recimo na kakšnih delavnicah v tujini, kjer sem pa, lahko rečem, bil vedno rezerviran, spoštljiv do njih in nikoli se jim nisem upal tako približati, kot sem se Gangi od začetka. V 90-ih letih sem bil naročen na International Zoo News in velikokrat so bili tam poročila o smrtih oskrbnikov. Še do pred kratkega je bil povprečje 1,5 oskrbnika mrtvega na leto, oskrbnika slona. Prebiral sem tudi tujo literaturo, ko je prišel internet in ostala družbena omrežja, spremljal na tem razne nesreče, čeprav po pripovedih kolega, starejšega kolega z res dolgoletnimi izkušnjami, Dan Cole mu je ime, se nesreče pri slonih ne dogajajo. To je samo posledica tvojega preteklega dela s slonom. Se pravi, če si naredil kakršnokoli napako, ki jo slon ni dojel kot pošteno, te s tem kaznuje in lahko tudi do smrti. Zavedam se nevarnosti, velikokrat rečem, da imam vedno eno oko na hrbtu, ampak strah pri Gangi me pa ni bilo nikoli. Prav strah ne, je pa potrebno take močne, inteligentne živali vedno spoštovati in ceniti v bistvu njihovo bližino ter zaupanje. Pri Gangi mi ni bilo nikoli strah, ker so vedno prisotni izkušeni oskrbniki oziroma oskrbniki, ki delajo v free kontaktu, tako da jim zaupam tako njim kot Gangi. Ja, mogoče, da
znam uživati v malih stvareh, biti potrpežljiv, mogoče to najbolj. Delo z gango me ni veliko spremenil. Na vsake toliko časa probava najti kakšen nov enrichment, da jo zamotimo, ki ga pa seveda tudi naša gospa občasno zelo rada uniči. Delo z gango me je predvsem naredilo bolj potrpežljivega pa vztrajnega. Te dve veščini se mi zdi najbolj pomembni. V bistvu navadiš se, da je to neka večja, mogočnejša žival, pri kateri moraš vse doseči na lepo, s treningom. Ne moreš jo prijeti, ne moreš jo predstaviti nekam, kot si jo želiš, nimaš nekega, uzde ali pa karkoli kot pri konjih, recimo, ali pa povodca pri psu. Tako da v bistvu se naučiš, da vse se da s treningom narediti in pa z dobro voljo iz obeh strani. Pa seveda s priboljški. Da bi me spremenilo, ne, ampak znam pa ceniti recimo to, da ne uporabljaš svoje moči, tako kot je recimo ganga, ampak da uporabljaš pamet, koliko je lažje narediti in v bistvu se učim tudi od nje. Poskušam biti bolj dosleden pri svojem delu, ker pri delu s slonom, če nisi dosleden, kmalu, ker so zelo inteligentne živali, te preberejo, pogruntajo, seveda gre vedno po liniji najmanjšega odpora. Tako da doslednost, natančnost, če se le da, strpnost, to so ene vrline, ki jih pri delu s slonom moraš imeti.